Lep pozdrav vsem skupaj. Naše današnje povabilo je bilo namenjeno vam, da bomo lahko skupaj dobili vse informacije, jaz vaše vprašanja, mi vam odgovore v zvezi z odločitvijo o vpoklicu pogodbene rezerve Slovenske vojske na opravljanje vojaških nalog. Malo zgodovine nazaj, zakaj je do tega prišlo, kako smo se za to odločili in kakšen je postopek. Torej, Slovenska vojska danes šteje okrog 7030 pripadnikov stalne sestave in nekje okrog 914 pripadnikov prostovoljne pogodbene rezerve. Tu so šteti tudi vsi pripadniki Slovenske vojske, ki so civilne osebe, teh je okrog 420, uradniki, tako da imamo mi danes na vojaških dolžnostih v Slovenski vojski 6597 pripadnikov stalne sestave. In ta stalna sestava je tista, s katero razpolaga Slovenska vojska za različne vojaške naloge, neposredne vojaške naloge. Skupaj imamo na mednarodnih operacijah in misijah danes še 470 pripadnikov Slovenske vojske, tukaj so šteti vsi na mednarodnih operacijah in misijah in tudi oni, ki opravljajo naloge v mednarodnih strukturah Slovenske vojske, v Bruslu, v Italiji, v Ameriki in še kje. Tako da danes Slovenska vojska razpolaga z nekje okrog 5000 pripadniki, ki lahko neposredno izvajajo vojaške naloge, mirnodobne vojaške naloge v vojašnicah in na terenu. Če še k temu prištejemo vse tiste odsotnosti, ki so povezane z odsotnosti iz dela, to so porodniške, bolniške, odsotnost zaradi varstva družinskega člana in tako naprej, se to številčno stanje, ki je razpoložljivo dnevno, še pomanjša. Tako da je bilo do sedaj na različnih nalogah v Slovenski vojski vključena celotna stalna sestava, govorimo o stalni sestavi, ki jo štejemo kot vojaške osebe, torej to smo tisti, ki nosimo uniforme. Malo za osvežitev spomina, nekje od 16. septembra sodeluje Slovenska vojska s civilno zaščito pri podpori tako imenovanih migrantskih razmer. Do 19. oktobra smo podpirali samo civilno zaščito in zagotavljali različne dejavnosti za podporo migrantskih razmer. Od 19. oktobra naprej pa opravljamo tudi naloge, ki so povezane s podporo policije pri izvajanju njihovih nalog. Poudariti želim, da od 19. oktobra naprej izvajamo podporo policiji brez pooblastil, ki jih ima policija, tako da tukaj ne bi prihajalo morda do kakšne zmede. Do danes smo bili prisotni na različnih nalogah povezanih z tako imenovanim projektom Migrant. V Slovenski vojski smo to nalogo imenovali Migrant. Skupaj je sodelovalo okrog 20 000 pripadnikov, govorimo od 16. septembra pa vse do danes je bilo vključenih na naloge okrog 20 000 pripadnikov. Če se povežem nazaj na tistih 5000, ki jih je usposobljenih in primernih za rotiranje, potem veste, da so nekateri rotirali že mnogokrat in delovnopravna zakonodaja je jasna, lahko delamo 12 ur dnevno in potem je potrebno zagotoviti posamezniku počitek in iz tega skupaj je bilo dnevno na nalogah okrog 700 pripadnikov stalne sestave za podporo policije in v zadnjem tednu tudi za izdelavo tako imenovanih tehničnih ovir, ki jih na terenu spremljate, ki jih postavljajo pripadniki Slovenske vojske. S ciljem povečanja vzdržljivosti Slovenske vojske, kajti ocena je, da bodo razmere, ki so povezane z migrantsko situacijo v Sloveniji, trajale še dalj časa, zdaj kako dolgo ne vemo, vendar zagotovo letošnje leto še, pa morda še naprej, je bil temeljni cilj načelnika generalštaba, da zagotovi vzdržljivost za delovanje, torej vzdržljivost pripadnikov stalne sestave za sodelovanje pri tako imenovanih podpori
policije, civilne zaščite in drugim državnim organom v projektu, ki ga mi imenujemo Migrant. Zaradi tega je načelnik generalštaba Slovenske vojske sprejel odločitev, da izvedemo vpoklic prostovoljne pogodbene rezerve, vpoklic na opravljanje vojaške službe v miru. To rekli smo, da imamo 914 pripadnikov pogodbene rezerve, ki imajo sklenjeno pogodbo s Slovensko vojsko za določeno obdobje in skladno z zakonom o obrambi, skladno z zakonom o vojaški dolžnosti, uredbi o pogodbenem opravljanju vojaške službe ter nenazadnje pogodbo, ki je sklenjena med posameznikom in Slovensko vojsko za opravljanje službe v pogodbeni rezervi, je temeljna podlaga, da je lahko načelnik sprejel odločitev o popolnjevanju Slovenske vojske tudi s pogodbeno rezervo. Zakaj? Naprimer, enote so čedalje bolj obremenjene. Vemo, da izvajamo vse naloge, ki so povezane z nalogami v mednarodnem okolju, ki izhajajo iz že sprejetih obvez Slovenije za sodelovanje kot članica NATO na različnih operacijah, različnih mednarodnih strukturah. Potem za samo delovanje Slovenska vojska potrebuje določeno število pripadnikov, to je varovanje objektov, to je logistična podpora in ostalo. In smo izdelali nekje en pregled, kako bo Slovenska vojska lahko tam nekje po novem letu še vzdržala s tem, da zagotavlja podporo državnim organom pri opravljanju nalog v migrantskih razmerah. Kot sem dejal, odločitev je bila sprejeta, načelnik je sprejel odločitev, da vpokličemo na opravljanje vojaške službe 200 pripadnikov pogodbene rezerve. Kaj bodo ti pripadniki pogodbene rezerve v času opravljanja vojaške službe v miru opravljali? Torej, gre izključno za naloge, ki jih sedaj opravlja mirnodobna sestava v tem prvem obdobju, izključno za naloge varovanja objektov Slovenske vojske, za upravljanje prijavno nadzorne službe in logistično podporo. Z namenom, da bomo lahko te dolžnosti sprostili pripadnike stalne sestave in da bodo lahko maksimalno oziroma v celoti ali pa maksimalno vključeni v delovanje v podporo Ministrstva za notranje zadeve, civilne zaščite in ostalih organov v projektu Migrant. Kaj je naš cilj? Naš cilj je, da izvedemo vpoklic za popolnitev 200 formacijskih mest pogodbene rezerve, da jih usposobimo in da z njimi sklenemo tudi potreben dokument, v katerem bo definirana njihova vključitev v opravljanje vojaške službe v miru. Kako bomo to izvedli? Pripadniki pogodbene rezerve bodo najkasneje do 25-26 novembra prejeli poziv s poklicem na 5-dnevno mobilizacijsko usposabljanje. V prvi fazi gre za vpoklic na mobilizacijsko usposabljanje, ki je namenjeno usposobitvi posameznikov za naloge, ki sem jih prej naštel. To je varovanje objektov, izvajanje prijavnično-varnostne službe, logistično podporo. Torej v teh 5 dneh se bodo nekateri osvežili znanja, ki so jih že kot pogodbeni rezervisti v času usposabljanja dobivali in se v celoti usposobili za tiste temeljne naloge, ki jih bo izvajali v kasnejšem obdobju. Torej, pričakujemo, da bomo nekje v drugi polovici decembra začeli s tem usposabljanjem mobilizacijskem, kajti zakon o upravnem postopku je tukaj jasen, kako lahko izvedemo poziv na usposabljanje in ko bodo se odzvali tam nekje v drugi polovici decembra, pričakujemo začetek mobilizacijskega usposabljanja, ki bo trajalo 5 dni. V času 5 dni jim bomo tudi vročili vpoklic na opravljanje vojaške službe v miru
in sklep o zaposlitvi kot pogodbenega pripadnika rezervne sestave v Slovenski vojski za čas trajanja do 4 mesece oziroma tisti, ki so brezposelni, imajo status brezposelne osebe, obstaja tudi možnost do 7 mesecev. Po tem času, torej tam nekje konec decembra, bo zadeva zaključena. Predvidevamo začetek opravljanja vojaške službe v miru za pogodbene pripadnike nekje 4. januarja oziroma prve dni januarja. Skladno z poklicem, skladno z sklepom o zaposlitvi, bodo pripadniki pogodbene rezerve, ki bodo opravljali vojaško službo v miru, imeli v času trajanja tega našega skupnega dela, imeli vse pravice, kot jih imajo pripadniki stalne sestave Slovenske vojske. Dobivali bodo plačo za formacijske dolžnosti, na katere bodo razporejeni, deležni bodo vseh stroškov dela, ki smo jih deležni tudi pripadniki stalne sestave, in vseh zavarovanj, tako kot to pripada pripadnikom stalne sestave. Tisti, ki so zaposleni, bodo v času, skladno z zakonom o vojaški dolžnosti in uredbo o pogodbenem opravljanju vojaške službe, bodo v času trajanja dela v Slovenski vojski imeli pravico do zamrznitve pogodbe o zaposlitvi pri delodajalcu. To ni tako, da bi delodajalec odločil, ali bo njemu zamrznil pogodbo ali ne. To je njegova zakonska dolžnost in pripadnik pogodbene rezerve ima v času opravljanja vojaške službe pravico do mirovanja pravic iz delovnega razmerja pri delodajalcu. Delodajalec ima tudi v času, ko bo pogodbeni pripadnik zaposlen v Slovenski vojski, pravico do stroškov objave delovnega mesta, ki ga bo verjetno, če se odloči tako, zapolnil v tem času, ko bo pogodbeni rezervist pri nas na opravljanju vojaške službe, in zato mu pripada tudi do 6 nadomestilo v znesku do 6 nagrad, ki jih posamezni pogodbeni pripadnik dobi v času pripravljenosti. Če ponazorim, mesečna pripravljenost je nekje okrog 120 evrov in delodajalcu pripada nekje tam 600 evrov za stroške, ki jih bo imel s pridobivanjem novega zaposlenega v času odsotnosti pogodbenega pripadnika. To bi bilo v kratkem informacijo vse, kar se tiče vključevanja pogodbenih rezervistov Slovenske vojske na opravljanje vojaške službe v miru. Če povzamem, dvofazni postopek. Najprej bodo s pozivom poklicani na mobilizacijsko usposabljanje, potem pa bodo s poklicom in s sklepom sprejeti na delo v Slovensko vojsko kot pogodbeni pripadniki rezervne sestave. V času trajanja tega našega pogodbenega razmerja bodo imeli vse pravice kot pripadniki stalne sestave. Toliko zaenkrat. Vprašanja pa sem na voljo za odgovore. Gremo kar po vrsti. Ali bo teh 914 pogodbenih rezervistov, ki jih imate v Slovenski vojski, dovolj, ali boste potrebovali še več, pa mogoče še finančna struktura, koliko bomo splošno imeli za te, ki jih boste poklicali? Da. Kot sem na začetku dejal, Slovenska vojska trenutno ima na svojih formacijskih dolžnostih 914 pripadnikov pogodbene rezerve. V prvi fazi, o kateri sem prej govoril, bomo poklicali na opravljanje vojaške službe pogodbene rezerviste za popolnitev 200 formacijskih mest. Torej, 700 še je za morebitne dopolnitve kasneje, če bi razmere to zahtevale. Skladno z resolucijo in skladno z srednjeročnim obrambnim programom se Slovenska vojska lahko dopolnjuje s pogodbeno rezervo do 1500 pripadnikov. Trenutno jih imamo 914.
izvajamo vse aktivnosti za dopolnitev pogodbene rezerve do števila 1500. Kdaj bomo to dosegli? Kakšna bo dinamika do 1500, je zdaj še trenutno ni v celoti znano, vendar kot verjetno poznate, je sektor za vojaške zadeve Ministrstva za obrambo v preteklih 14 dneh, mislim, da poslal ena obvestila vsem tistim, ki so prostovoljno služili vojaški rok, vsem našim nekdanjim pripadnikom Slovenske vojske, to so tisti pripadniki, ki so že bili zaposleni v Slovenski vojski, in tudi ostalim, ki so predtem že odslužili kakšnokoli obliko usposabljanja v Slovenski vojski, jih je povabil k temu, da bi morebiti bili pripravljeni skleniti s Slovensko vojsko pogodbo o prostovoljnem opravljanju pogodbene rezerve v Slovenski vojski. Gre zgolj za obvestila, pričakujemo čim večji odziv, prepričani smo, da bomo lahko dosegli v nekem času, to je čas nekje v prvi polovici leta naslednjega, dosegli dovoljeno in z vsemi srednjeročnimi obrambnimi plani določeno število, to je 1500 pogodbenih pripadnikov. Zakaj smo prišli na 914? Mi smo jih že pred leti imeli 1500, zaradi različne finančnih rezov v obrambni proračun je bila sprejeta odločitev, da se trenutno dopolni Slovenska vojska s pogodbeno rezervo okrog 900 in v preteklih letih vsem tistim, ki jim je potekla pogodba o upravljanju pogodbene rezerve v Slovenski vojski, nismo, ne vsem, ampak nekaterim smo, to je šlo za specialistične dolžnosti, ostalim pa ne, nismo več podaljševali pogodb in prišli na številčno stanje 914. Glede na razmere, ki so izven Slovenije in tiste, ki so v Sloveniji, je pač bila sprejeta odločitev, da bomo dopolnili Slovensko vojsko s pogodbeno rezervo v dovoljenem obsegu, to pa je 1500. Še finančna struktura za tiste, ki boste poklicali? Ja, finančna struktura, torej pogodbenemu pripadniku bo pripadala v času opravljanja dela v Slovenski vojski plača. In sicer za 200 vojakov bo strošek za prvi mesec nekje okrog 240 000 evrov za plače in nadomestila. In to je odvisno potem strošek, kakšen bo, koliko je mesecev jih bomo imeli. Torej, v prvi fazi nekje 4 mesece, če bodo potrebe v Sloveniji in razmere Slovenije narekovale podaljšanje takšnih sklepov o vključevanju v pogodbeno rezerve, pa še več, torej nekje 240 000 evrov je predviden mesečni strošek za plače za 200 pripadnikov. Torej, ti pripadniki, ki jih zdaj bomo upoklicali, imajo vojaško opremo že kot PPRS-jevci, so že bili na usposabljanjih nekaterih, tako da nekih dodatnih stroškov v zvezi s tem ne bomo imeli. Gre izključno za strošek plače, ki jo bodo, in ostalih nadomestil, ki jih bodo prejemali v času službovanja v vojski. Živa Ivačič, Svetkanal, kako pogosto je bila pa do sedaj, recimo v preteklosti, že vpoklicana ta enota, kakšne naloge so, mogoče, če pogledamo malo nazaj, že upravljali, kdaj ste jih poklicali? V katerih primerih se lahko pokliče? No, gre za zakonsko določene primere, kadar so razmere to zahtevajo. Ocena je bila, da prihajajoče razmere zahtevajo, govorim predvsem o razmerah, ki govorijo o vzdržljivosti Slovenske vojske za dolgotrajno opravljanje številnih nalog, ki jih imamo. Ne govorimo o nobenih izrednih razmerah, ne govorimo o nobenem izrednem stanju, ampak govorim izključno o stanju, ki je povezano z vzdržljivostjo Slovenske vojske za dalj časa trajajoče naloge. Torej, v Sloveniji je v tem obdobju od leta 2002, odkar imamo pogodbeno rezervo vključeno v Slovensko vojsko, to zdaj prvi primer, da bi na takšen način vključevali pogodbeno rezervo na opravljanje vojaške službe v miru. Poznamo že primer, menda 3-4 leta nazaj,
ko smo na Kosovo poslali tudi, mislim, da 30 ali 60, nekje, do 60 pripadnikov pogodbene rezerve na opravljanje vojaške službe na mednarodno operacijo in misijo Kosovo. Tukaj ni šlo za identičen primer, ampak je šlo tukaj tam takrat za zaposlitev v Slovensko vojsko za čas opravljanja službe na mednarodni operaciji in tega in onega primera ne moremo popolnoma enačiti. Torej gre prvič za to vrstno popolnjevanje Slovenske vojske s PPRS-jem na upravljanje vojaške službe v miru. Naš Petkovič dnevnik, na podlagi katerih kriterijev postaneš pripadnik pogodbene rezerve in kako boste izmed teh 900 izbrali 200? Kakšni bodo kriteriji? Da. Torej, tisti, ki postane pogodbeni pripadnik rezervne sestave, to so določeni kriteriji, ki jih mora izpolnjevati po splošnih normativih, torej starost, zdravstvena sposobnost, varnostno preverjanje, torej da je varnostno ustrezen, da opravi ustrezne psihofizična preverjanja in se vključi v pogodbeno rezervo. Na dolžnosti, ki so predpisane z mobilizacijskim razvojem, torej Slovenska vojska ima formacijske dolžnosti, ki izhajajo iz mobilizacijskega razvoja. Na tiste dolžnosti jih dopolnjujemo. Kaj še bilo naslednje vprašanje? Kako boste zbrali te? Aha. Tukaj me zanima starost, do katerega leta lahko opravljajo, so lahko stari pripadniki? Mislim, da je vključevanje do 55. leta. Torej, če si vključen v pogodbeno rezervo, lahko opravljaš pogodbeno rezervo do zaključenega 55. leta. Natančne kriterije za sprejem v pogodbeno rezervo vas prosim, če si pogledate na naši spletni strani postanivojak.si. Jaz tega na pamet čisto ne vem, in nisem pripravljen, da zdaj pojasnjujem kriterije. Kako bomo izbirali teh 200? Zanima, če boste mogoče brezposelne v prvo vrsto postavili. Glejte, poveljniki brigad, torej 100 pripadnikov pogodbene rezerve bo popolnila prva brigada, 100 pa 72. brigada. Poveljnikom brigad je dana naloga, da izmed pogodbenih rezervistov, ki so vključeni v njihovo brigado, ki jih poveljujejo, izberejo tiste, za katere ocenijo, da imajo v preteklosti že izvedena usposabljanja, primerna za opravljanje prihajajočih nalog, za tiste, ki jih bodo izbrali glede na formacijske dolžnosti, ki jih potrebujejo v brigadah. Z generalštaba smo to pristojnost in to odgovornost prenesli na poveljnika brigade, kajti poveljnik brigade je tisti, ki je odgovoren za popolnitev svoje brigade in za izbiro najustreznejših kadrov za dopolnitev oziroma popolnitev PPRS-ja na upravljanje vojaške službe. Ne gremo v brezposelne ali ne brezposelne, torej želimo dobiti takšne, ki bodo jasno najprimernejši takoj za upravljanje vojaške službe. Ja, še? Gospod Korez, 240.000 evrov, kole na pamet v glavi izračunam, na 200 ljudi je to bruto znesek delodajalca 1200, da se gibljamo nekje tam v okolici minimalne plače, morda celo pod njo. Oziroma, moje vprašanje gre v to smer. Bojo oni popolnoma enako plačani rezervisti kot stalna sestava? Torej, delodajalec, v tem primeru Slovenska vojska, preračunali smo, da poprečen vojak nastane 1000 evrov bruto. Bruto stroški dela na vojaka, ki ima plače tam nekje 700 evrov, so nekje okrog 1000 evrov. In to je ta strošek, ki bo popolnoma izenačen s pripadnikom stalne sestave. In vse ostale pravice, govorimo o pravice, ne o statusu, so enake, kot jih imajo pripadniki stalne sestave. Kaj, če človek, ki ga pokličete oziroma se ne odzove, ker se računa, da bo pri svojem delodajalcu zaslužil več, ima to možnost? Ja, ima. Vedno je možnost. Glejte, pogodbo, ki jo je sklenil posameznik, pogodbo o službi v rezervni sestavi Slovenske vojske, nekoč, pred leti. V pogodbi je natančno definirana tudi ta obveznost in možnost vključevanja
vključevanja posameznika na opravljanje vojaške službe v miru. V primeru, da posameznik na poziv in na poklic ne pride, ima skladno s pogodbo druga pogodbena stran, to je Slovenska vojska, pravico prekinitev pogodbe o opravljanju službe v rezervni sestavi, in ta posameznik, ki se ni odzval na opravljanje vojaške službe v miru, mora povrniti vse nagrade, ki jih je prejel v zadnjem letu. Če rečemo, da je povprečna nagrada 120 €, pol je to jasno, koliko je to v 12 mesecih. Prav tako pa mora povrniti tudi stroške usposabljanj, ki jih je Slovenska vojska imela z njegovimi usposabljanji v preteklem obdobju, v tem pogodbenem obdobju, za katerega ima sklenjeno pogodbo. Ali varnostni pregled oziroma preverjanje vsebuje tudi to, je on član politične stranke, se lahko nekdo član politično stranko in je enostavno izločen iz tega? Varnostne preverjanja so enaka kot za pripadnike stalne sestave. Ko gre za vpoklic, torej ko bodo izvajali varnostni organi preverjanja, predvidevam, jaz kriterijev za preverjanje nimam, ampak imam pa informacijo, da gre za enake pravice in enake dolžnosti, kot jih imamo pripadniki stalne sestave. Tudi ta pravica in ta dolžnost posameznika izhaja iz pravic, ki so popolnoma izenačene, in v času opravljanja vojaške službe zagotovo ne bo mogel biti deležen drugačnih varnostnih kriterijev kot pripadnik stalne sestave, zato ker ima vse enake pravice kot pripadnik stalne sestave. Rekli ste 7030, imamo zdaj nekje tam okoli septembra, je bilo še 7075, mislim, da je bil za letos načrt, ne vem natančno, 7290. 7254. No, Da. se pravi, če smo na 7030, 7254, je to točno teh 220 ljudi, ki vam jih manjka, ki jih morate zdaj vpoklicati. Je ta vpoklic rezervistov posledica tega, da vojska enostavno ne more zapustiti, ker pač ljudje nočejo zaradi nizkih plač priti k vam? Ne, to ni to. Pogodbena rezerva je bila uvedena v Slovensko vojsko s točno določenim ciljem. Torej nas bi moralo biti po vseh srednjeročnih obrambnih programih in resolucijah 7600 in 1500 pogodbenih rezervistov. Kajti tisti, ki so izdelovali varnostne ocene, ki niso še bile povezane z migrantskimi razmerami, so ocenili, da je to minimum Slovenske vojske. Torej, to je potem 9000, ne? In izključno izhajamo iz tega, da pogodbeno rezervo vključujemo v popolnitev Slovenske vojske, ne iz teh razlogov, kajti vemo, da je kadrovski načrt vlade tisti, ki nam tudi ne omogoča dopolnitev do 7600, ampak je za leto 2015 določen 7254. Res pa je, če bi imeli 7254 na današnji dan, bi verjetno lahko lažje opravljali naloge, ker nam pa zdaj nismo dopolnjeni 7254, pa morajo nekateri opravljati seveda večkrat neka opravila, kot bi jih sicer. In so obremenjeni in v nekem določenem obdobju ta obremenjenost je vzdržljiva, ko pa to obdobje preraste v dalj časa trajajoče obremenitve, pa so tisti, ki morajo razmišljati, kako zagotoviti vojski, da bo vzdržala. Omeniti pa je treba, da imamo mi do konca leta kadrovski načrt 7254 na dan 31.12.2015 in vojake, ki bi jih mi v letošnjem letu bili zaposlili, bi morali najprej usposobiti, to je temeljno vojaško usposabljanje, nadaljevalno vojaško usposabljanje, in tiste, ki bi jih zaposlili v drugi polovici leta 2015, tudi če bi jih bilo 7254, še danes ne bi bili sposobni opravljati vojaških dolžnosti tako, kot zahtevajo naloge. Jaz sem dobil informacijo, da so bila usposabljena za rezerviste predvidena za letos in za lani odpovedana. Lahko to potrdite? Je res, da se niso zadnjih dveh oziroma letos in lani sploh usposabljali? V večini primerov to drži. Usposabljali smo zgolj nekatere specialistične dolžnosti, ki so povezane bile, kajti prioritetno smo dopolnili tudi neke vojaške dolžnosti, ki so povezane s kibernetsko varnostjo, in te dolžnosti smo usposabljali.
vse ostale pa nismo. Hvala lepa. Kako pa sicer zgleda to, da si pogodbeni rezervist, kaj to pomeni? Koliko imaš teh usposabljanj, koliko časa si, kdaj te... No, osnovno je, da skladno s pogodbo službe v rezervni sestavi je dolžnost posameznika, da pride na organizirana usposabljanja na poziv, ki jih Slovenska vojska organizira za tekoče leto v trajanju do 30 dni. To je odgovoren, da pride. Vse ostalo pa, kot sem že dejal, je možno tudi skladno s pogodbo poklicati na upravljanje vojaške službe v miru. Njegova dolžnost, takrat, kadar ni poklican na takšno službo, kot bodo zdaj poklicani, je do 30 dni. Ker je Slovenska vojska bila, kot sem dejal že, deležna mnogih finančnih rezov, ni bilo dovolj denarja za usposabljanja mirnodobne sestave, kaj šele za pogodbeno rezervo, in je bila sprejeta odločitev, da se prednostno zagotovi denar za usposabljanje mirnodobne sestave, torej stalne sestave, če bi pa kaj postrgali še skupaj, bi pa tudi pogodbeno rezervo. Vendar žal ni več kaj postrgati, ker smo finančno na spodnjej meji vzdržljivosti in tudi migrantska situacija, ki je zdaj prisotna, zahteva dodatne finančno breme za Slovensko vojsko. Mi upamo, da bomo dobili za to sodelovanje dodatna finančna sredstva, kajti v Slovenski vojski razpoložljivih finančnih sredstev za večje finančno breme nimamo. Mesečni strošek, ki je, ne glede na teh 240 tisoč evrov, ki je povezan z delovanjem v migrantskih razmerah, znaša za Slovensko vojsko okrog 3 milijone in nekaj. To je povečan strošek za stroške dela, kajti vemo, da vojaki upravljajo službo v nepretrganem času 12 ur, povečani stroški dela s tem nastajajo in ta strošek, ki je povezan s stroški dela in del stroški dodatne opreme, ki jo moramo imeti, gre za vojaško opremo, kot vidite, mora imeti določena zaščitna sredstva, ki jih Slovenska vojska predtem ni imela. Če izhajamo od respiratorjev do rokavic in tega takšnih Slovenska vojska ni imela, nabav vsega tega je strošek dodatni nekaj več kot 3 milijone evrov mesečno. Gospod Korez, lahko v novem letu pričakujemo še dodaten vpoklic, oziroma se lahko to zgodi v primeru, da Ustavno sodišče dovoli vojakom stavko? No, mi v stavki niti nismo razmišljali v preteklih 25 letih, odkar obstaja Slovenska vojska, kajti točno imamo določeno v zakonu o obrambi in nekajkrat je že bila razprava s strani sindikatov, koliko se spomnim, sprožena. Mi pripadniki Slovenske vojske na to ne špekuliramo, na stavkovne zahteve morebitne, tako da ne špekuliramo. V novem letu še dodatnih 200-300 rezervistov vpoklicani? Lahko pričakujemo v primeru, da bodo razmere v Sloveniji, ki so povezane z migrantsko situacijo, še zahtevnejše in da se zna zgoditi, če to traja dalj časa, kot sem dejal, je dolžnost poveljujočih Slovenske vojske zagotoviti vzdržljivost. Če pa hočemo zagotoviti vzdržljivost, je pa edino, da smo popolnjeni z tisto številko, s katero je možno opravljati vse naloge. Na začetku sem vam pa povedal že, da v vojaških uniformah, ki dnevno lahko opravljajo naloge, je sedaj okrog 5000 pripadnikov stalne sestave. To pa na daljši rok za vse naloge, ki jih imamo v tej situaciji migrantskih razmer in vse mednarodne dolžnosti in vse mednarodne že sprejete obveznosti in vaje, na katerih sodelujemo, s tem številom ne moremo vzdržati na daljši rok. Je ta ukaz za vpoklic že podpisan in dan? Torej, odločitev za vpoklic, za dopolnitev je sprejeta, načelnik je podpisal odločitev, sam ukaz je pa pravkar v finalizaciji in pričakujemo, da ga bo načelnik podpisal danes, tako kot je najavil. Še nekaj, če sem prav razumela, ste rekli, da je prišlo nadomestilo finančno, ki ga dobijo ti ljudje, dokler so na stand-byu, recimo, ne? Da. 120 evrov nekje na mesec. Da. In vračilo potem pomeni, če se ne bodo odzvali temu povabilu, da bi se pridružili
vojski, odkar so podpisali pogodbo? Ne, velja za zadnje leto. Za leto dni nazaj in stroški usposabljanja, ki jih je Slovenska vojska z njimi imela. Če niso bili poklicani na usposabljanje, torej nismo imeli stroškov, mnogi pa so bili usposabljani pred 5-6 leti in nazaj, za tiste pa je sorazmerni delež, tukaj govorimo o sorazmernem deležu, glede na glede na čas trajanja pogodbe in na že opravljeno pogodben čas v pogodbeni rezervi. Torej ni to absolutni znesek, ampak sorazmerni delež usposabljanja. To bi bilo to za danes. Prosim vas bi, da me vse vprašate, kajti danes ne bomo odgovarjali več na ta vprašanja po mailu, po telefonu in še kaj. Zagotovo. Na spletni strani bomo imeli tonski zapis objavljen. Če je kdo kaj spustil, lahko tam pogleda. Hvala za vašo udeležbo in če boste imeli interes po novem letu spremljati pogodbeno rezervo pri nalogah, dobrodošli. Srečno.